Predzadnja tekma v jesenskem delu domačega prvenstva se je končala v večjih pogledih uspešno. Seveda, osvojene 3 točke proti Gorici, bistveno pa se je zgodilo tik pred koncem, ko je svoj 131. rekordni gol v domačem prvenstvu dosegel naš kapetan Marcos Tavares in tudi tako postal nesmrten. Bravo, kapetan, iskrene čestitke in globok poklon. To je bilo vprašanje časa, kdaj bo on to bil sam na tej listi najboljših strelcev. On je pač za vsakega od nas, zame, za klub, za okolico, nekaj posebnega in si to zelo svojo kvaliteto, svojim obnašanjem, to kvaliteto kot nogometaš, to kvaliteto kot človek, ki jo ima, ga je pripeljalo tako daleč. V prvem polčasu smo sicer spremljali dokaj previdno igro Goričanov in iniciativo Maribora. Prva prava priložnost pa v 32. minuti, ko je tako poizkusil Dare Vršič. V 43. minuti pa se je zgodilo. 1-0 po krasni podaji Martina Milca je v polno zadel Damjan Bohar. Ko je že kazalo, da bomo v drugem polčasu spremljali podobno tekmo kot v prvem, pa se je zgodila 49. minuta, ko je po protinapadu izenačil Mvaboeze. Sledila je popolna ofenziva naših pubecev. Najprej v 61. minuti Dare Vršič. Minutko kasneje Alex Pihler. V 64. minuti ta akcija in nato strel mimo Pihlerja. V 66. minuti tako iz prostega strela Dare Vršič. Marcos Tavares je poizkušal v 75. minuti. Nato pa v 88. minuti zadetek za zmago z 2-1 in za zgodovino. Gol številka 131 za našega kapetana. Super, moj sin tudi je bil za golo in smo se veselili skupaj z sinom, navijačev, ekipa in kaj vse igralci so delali za meni. To je velika stvar življenja, kaj živim danes, emocije na visok nivo in to je to. Pohvalim vse ljudi, vsi, ko ima vijolične krvi. Hvala lepa. Maribor Gorica torej 2-1. Naslednja tekma Liga prvakov in Sevilla v Ljudskem vrtu to sredo.